Luka, že 3 leta Domžale niso premagali Olimpije na domačem igrišču, tudi danes pristop nekako ni bil tisti pravi, kot bi si ga verjetno želeli. Ja, tlele verjetno prvi in glavni odgovor, zakaj danes nismo zmagali tekme oziroma vsaj piko vzeli, zato ker smo bili na ravni pristopa popolnoma nezainteresirani za tekmo in to od same prve minute do konca tekme. In ta zmaga je precej zaslužena, kar se tiče same Olimpije, ne glede na dogodke, ki smo jih imeli v drugem polčasu, poleg vodstva še izpustili vodstvo, pa potem še ogromno neumnost naredili, da smo ostali z enim igralcem manj. In ta prikaz današnjega nogometa na našem igrišču, to je bilo bolj podobno neki nočni mori, vsaj kar se mene tiče. Je to slika, ki je svetlobna leta oddaljena od tega, kar bomo mi zahtevali od naših igralcev. 3 dni nazaj v Kopru je bila ta slika zelo pozitivna, danes pa niti en element ni funkcioniral tako, kot je potrebno. Če že igra slaba, potem mora vsaj pristop biti pravi in tega ni bilo niti malo. Koliko je izključitev Šišića nekako vplivala na končni razplet? Sami igri nismo nikoli niti dominirali, niti sestavljali kaj preveč interesantnega skozi celotno tekmo. Je pa res, da smo omogočili Olimpiji en precej velik pritisk na naša vrata, ki se je stopnjeval in se je potem v zadnji minuti tudi potrdil. Normalno, da z igralcem manj že v tako načetem stanju, kar se fizičnih sposobnosti tiče, da sigurno nam je kar stalo. Kako pa v bistvu bi en dober rezultat proti Mariboru v zadnjem kolu popravil ta končni vtis oziroma vtis celotne sezone? Ja, verjetno končati na neki pozitivni noti je dobro za nadaljevanje, ampak mi bomo črto potegnili skozi celo sezono in že v tem momentu lahko ocenimo, da je to bilo slabo oziroma precej poprečno in moramo biti pa sposobni, zato ker smo profesionalci in ker smo plačani za to, kar delamo, pokazati nek vsaj borbeni obraz v Mariboru, če ne kaj drugega. Če pa tega nismo sposobni, potem bomo pa mi kot klub tudi morali pogledati, kaj bomo z nekaterimi igralci, ki si dejansko ne želijo delati na tej ravni. In danes so neki odgovori nekaterih posameznikov precej negativni bili. Erik, danes ste bili že v boljšem izhodišču, 1-0 ste vodili proti Olimpiji, na to pa izgubili srečanje, nekako ostaja Olimpija trn v peti Domžal na domačem igrišču. Ja, res je, tekmo smo krenili katastrofalno, res. V polčasu bi morali zaostajati že 3-4-0. Ne vem, kaj je bilo narobe, pristop ni bil pravi, ni bilo na nivoju nič, nismo se zadeli, ni bilo borbe nič, enostavno nič. Bog nas je nagradil, da smo povedali, vendar pač, kot sem rekel, nismo bili pravi in nismo bili sposobni zadržati tega rezultata in vsaka čast Olimpiji, ki je danes bila dosti boljša. Je bil ta razlog za nemotiviranost nekako v tem, da tekma ni več odločila o ničemer, da je prvenstvo končano? Pa mislim, da ne, kajti vsak si želi zadnjo tekmo zmagati pred domačimi navijači, tako da res ne vem, kaj je bilo narobe. Enostavno nismo bili na nivoju in to je to. Mogoče se svojim navijačem oddolžite že na naslednji tekmi proti Mariboru, zadnja tekma sezone? Ja, upam, da ja, no. Mi bomo dali vse od sebe, poskušali bomo popraviti ta katastrofalni vtis in pokazati, da se zaslužimo nekaj več kot le 6. mesto na lestvici. Darko, kako je nekako po nizu slabših rezultatov spet okusiti zmago? Ja, težko je 4-krat zapored izgubiti. Danes smo rabili to zmago in rad bi čestitil igralcem na zalaganju, na kvaliteti, ki so jo pokazali in ki se je končno obrnilo v našo prid. Kaj je bilo tokrat mogoče drugače kot na prejšnjih tekmah, da ste iztržili te 3 točke? Ja, igra, treniramo igro, tako da danes so fantje pokazali, da znajo igrati, da si želijo zmage več kot prejšnjih tekmah, tako da iz treninga v trening napredujemo in smo danes zmagali. Kako je v bistvu izključitev Šišića 10 minut nekako pred koncem po vašem mnenju vplivala na končen izid? Mi smo igrali skozi celo tekmo dobro, kvalitetno, agresivno, igrivo.
tako da je vplivala, samo smo dobro stali na igrišču, tako da na koncu smo si zaslužili to zmago. Bi si nekako želeli, da bi se ob tej zmagi sezona mora biti malce še nadaljevala, da bi nekako potrdili to mogoče dobro tekmo, dobro dnevno formo tudi v nadaljevanju? Ja, seveda, samo sezona traja toliko, kar traje. Mi gremo še na naslednjo tekmo probati dobiti, tako da upamo, da bo naslednjo sezono še boljše. Zanimivo srečanje danes v Domžalah. Z njega ste šli spet kot zmagovalci. Vemo, da dobro igrate proti Domžalah v gosteh. Kako bi nekako ocenili oziroma opisali današnjo srečanje? Ja, mislim, da smo danes dobro začeli od prve minute in pokazali to željo in po zmagi in na koncu tudi zasluženo, mislim, da zmagali. Kaj je bilo v primerjavi s prejšnjimi tekmami, ko ste nekako zašli v rezultatsko krizo, danes drugače? Mogoče ta želja in pristop, čeprav to tudi v prejšnjih tekmah ni manjkalo, ampak ne vem, nekako se nam je danes poklopilo in odšli smo iz Domžal z 3 točkami. Nekako škoda, da tako pri koncu te sezone še eno tekmo imate, da zaključite to sezono. Kako bi ocenili in nekako kaj pričakujete od zadnjega srečanja? Ja, sigurno sezona ni bila najboljša iz naše strani. Je pa sigurno lepo, da zaključiš sezono mogoče z 2 zmagama, tako da bomo tudi v zadnjo tekmo tako šli in potem se lepo odpočili in krenili novo sezono na polno.